Premium znamke počasi opuščajo svoje male modele, tako da bo tudi par Audiju kmalu vstopanca med avte s 4 krogi spet model A3. Kot je bilo že nekoč, ne? No, že od leta 1996 ga poznamo pod tem imenom, nekateri pa boste rekli, da je bil njegov pravi predhodnik model 50. Ampak tistega ni bilo že od leta 1978. No, leta 2013 so potem predstavili četrto generacijo, ki je še vedno osnova tej, ki so jo fino osvežili, da vam bo všeč v letih, ki prihajajo. In kaj najbolj pritegne? Po mojem, te elementi spodaj, ki zelo spominjajo na modele RS, da izgleda predvsej bolj nastopaško, čeprav tukaj noter vse ni stroja 400 konj ali pa več. In pa seveda čisto nova različica All Street. Ampak gremo po vrsti. Za A3 je Audi v bistvu načel segment premium kompaktnih avtov. Lahko bi rekel, da avtov za tiste, ki so želeli nekaj v velikosti Golfa, ampak tudi nekaj več. Boljše materiale, več opreme, več prestiža in vse to jim je odlično uspelo. A3 se je prijel in postal kar velika uspešnica, zato pri tem nadaljujejo s podobnim receptom. Ok, izgled je, kot sem že prej rekel, bolj športen v osnovi. Maska je bolj sploščena, tele odprtine so po vzoru zadnjega modela RS, ki smo ga imeli na testu lani in je bil seveda odličen, ker pogledajte test, kako lepo brunda 5-valjni turbomotor. Drugačna sta tudi odbijača in predvsem luči so nove in imajo zdaj prilagodljiv vzorec. Ja, z ledicami je zdaj vse to možno, tako da izbirate med temi 4 vzorci za dnevne luči, odvisno od tega, kako se počutite danes. Pa pozdrav je tudi lahko različen, to je takrat, ko odklenete in zaklenete avto, da bodo še ostali videli, kako vam vaš avto mežika. Čisto nova je mimogrede tudi zelena barva, ki mu res lepo paše, tako da si ga kar umislite v tej barvi, če vam je všeč. Ampak novosti niso samo zunaj, zelo lepo so posodobili tudi notranjost. Najprej z ambientalno osvetlitvijo, ki ni samo na armaturki in na teh oblogah vrat, ampak tudi tukaj v utorih za pijačo in pri nogah. 4 leta nazaj je bilo veliko kritik na notranjost, da je premalo kvalitetna, premalo premium, tako da so fejst zavihali rokave, da imamo zdaj čisto drugačen občutek. Meni se dopade, da je tale prestavna ročica zdaj takšna majhna, ker ni potrebe po veliki in je potem tudi lepše pospravljeno tukaj vse skupaj. In sploh mi je všeč, da tukaj še vedno obstaja ta pravi gumbi, da ni vse samo na tem lepem zaslonu na dotik, ker to potem preveč odvrača pozornost med vožnjo. Jep, kaj pa vožnja? Za začetek bosta A3 poganjala 1,5 litrski bencinski in 2 litrski dizelski motor. Oba turbo in oba 110 kW, to je 150 konji. Še vedno se super peljata oba. Jaz recimo vozim zdaj dizelski model in moram reči, da je res lepo uglašen, tih, varčen. Za ljubitelje dizla je to še zmeraj zmaga. Pa tudi zmogljiv je dost. Prejle sem se po avtocesti tam, kjer je to dovoljen. Peljal 229 km/h, pa je šlo tako lepo, da sploh ne vem, zakaj bi imel omejice. A3 All Street je pa novost, nekakšen all-road med A3, samo da ta nima 4-kolesnega pogona, ampak samo dodatke za malo bolj robusten videz, obenem je pa tudi majčkeno višji. Samo podvozje je za 15 mm bolj oddaljeno od tal, potem so tukaj še večja kolesa, tako da vse skupaj pomeni 3 cm več, ko boste premagovali cestne luknje. Pa tudi sedež je postavljen malenkost višji, da boste imeli že tisti napol SUV-ovski občutek, ko se bo lažje usesti na sedež in ko bo pogled iz avta takole malenkost boljši. Pri tem modelu so serijski tudi strešni nosilci, ker bo vse malo bolj za takšne avanture v neznano. Od primerljivo opremljenega Sportbacka bo pa baje za nekaj 100 € dražji. Ker je prenovljena cela družina, pa mora temu seveda slediti tudi model S, a ne? Pri družini A3 se je pojavil leta 1999, tako da letos praznuje 25 let. In če je do zdaj veljalo, da je samo RS tista prava zverina, je po novem že S3 kar luškan. 245 kW v osnovi, to je lepih 333 konjev. Ni šlah, a ne? 420 Nm navora za lepe vmesne pospeške, do 100 z mesta pa v 4,7 sekunde. To so cifre, ki se jih prav nič ne bi sramoval niti kakšen stari RS. Seveda pa tudi za novega pripravljajo še nekaj več, tako da tudi to pride, brez skrbi. Največja novost pri novem S3 pa je elektromehanski razdelilnik navora na zadnji osi. Ta uporablja 2 sklopki, kar bistveno pomaga pri dinamični vožnji.
Pomeni, da je treba predvsem manj vrteti volan, lažje ga aktivno stabilizira, bolj imaš občutek, da sta gnani zadnji kolesi in predvsem je manj podkrmiljenja, kar je bila velikokrat tudi kritika pri tem močnih Audijih. Pa še to, po novem lahko imate tudi Akrapovič izpušni sistem za doplačilo. Tudi limuzina bo na voljo. Itak, ta je bila prvič v družini A3 predstavljena pred 11 leti, nekje na polovici leta pa dobimo še šibkejše verzije enak velikih motorjev, ki boste imela po 85 kW oziroma 116 konjev. In konc leta obvezno še priključni hibrid. 2 verzije bosta, ampak več še niso povedali tokrat. So pa naročila že odprta, tako da konc maja bo pri nas za tiste, ki ga hočete imeti prvi.